Gledate oddajo Klepet ob kavi. V življenju naj bi dobili nek poklic in potem naj bi ta poklic tudi upravljali. No, pa vendarle ni vse tako. Veliko ljudi čuti poklicanost nekje drugje. In to je tisto, čemu rečemo, da slediš samemu sebi, da slediš svojemu dušnemu klicu, da slediš svoji poklicanosti kot takšni. No, moja današnja gostja še ni toliko stara, da bi lahko govorili o ne vem kakšnih poklicih, pa vendarle opravlja svojo poklicanost. Pri svojih 19 letih ima v lasti svojo kavarno, slaščičarno in ustvarja izjemne čokoladne pregrehe, prosti. Hana Kotarja v moji družbi, lepo pozdravljena, dobrodošla. Torej, čokolada je tisto, kar je tebe poklicalo kot tako. In ljudje se zagotovo sprašujejo pri teh letih, ja pa kako je ratal? Jaz mislim, da če delaš eno stvar z eno močno voljo, pa če si nekaj res močno želiš, pa če delaš na tem, da bi dosegel ene svoje sanje, en svoj cilj, more ratati, no, more uspeti. Ampak, a si imela tukaj, a imaš tukaj rada čokolado, da si to vse skupaj začela? A imaš tukaj rada podjetništvo, da si to vse skupaj začela? Kaj je zdaj tukaj zadaj? Jaz sem bila res že čist majhna, ker sem se odločila za to, da bi rada delala slaščicam, da bi delala tortice, sladice, čokolado, vse to. Rasla sem pa v podjetniški družini, tako da sem že celo življenje živim poleg sestankov, poleg ljudi, ki pridejo na naše dvorišče. Tako da sem res že celo življenje vpletena v eno to dogajanje. Ta ljubezen do slaščičarstva pa tega je pa to samo še majčkeno stopnjevala in zdaj smo na poti, kateri smo in se dogaja, razvija, tako da. Odlično. Se pravi, tebi ta koncept dela, da zjutraj se zbudiš, greš v službo, pa prideš ob 5 domov, ni ti bil jasen, ne? Pa zdaj imaš 14 dni za dopust, glede na to, da si odraščala v podjetniški družini. Ne, mi smo šli na morje, pa so skozi zvonili telefoni, pa smo bili na počitnicah, pa je bila skozi se nekaj okrog firme dogajalo, tako da meni je to čist nekaj vsakdanjega, no, da grem jaz, kot ste vi rekla, prej zjutraj v službo, 6, 7, pa pridem domov včasih tudi ob 1 ali pa ob 3 ponoči, če je treba nekaj podelati do konca. Sem pa tudi že, nisem šla spat, pa sem celo noč delala, pa sem šla poj naslednji dan malo prej. Se pravi, koncept ne gledam na uro in ne štejem si ur. No, tako, ja. Odlično. Je definitivno, se mi zdi, da to prednost, da prej vidiš, da prej razviješ vse te podjetniške veščine. Bi ti bilo verjetno težje, ne? Kaj sama misliš, če ne bi tega imela, če ne bi videla tega modela dejansko? Ja, sigurno, ja, ker tako, kot sem že prej rekla, če celo življenje živiš tako, ti je to nek smisel, način življenja in ampak, kaj je sploh bila ne znaš tvoja drugače. ideja? Jaz bi pa to še za druge delala, pa bom tudi nekaj zaslužila od tega. Je bila to tvoja ideja ali se ti zdi, da so bili starši tisti, ki so rekli, lej, pa ti bi lahko biznis iz tega naredila? Bila je moja želja, celo življenje jaz sem skozi govorila, da bom imela enkrat firmo tako kot ati pa mami, a ne? In pol se je nekako to sam bolj stopnjeval, zmeraj več tort sem delala, najprej itak za prijatelje, potem je pa že kar poklical en prijatelj od kolegov, pa kar en ljudje, ki jih nisem poznala, potem se nam je pa ponudila možnost, pa smo rekli, zakaj pa ne. Pa smo zagrabili z vsemi 4 in zdaj delamo na polno. Tvoji sošolci v šoli, kako so to dejansko sprejemali? Kako gleda? Mislim, čist tako iskreno mi povej, zaradi tega, ker najini zgodbi sta tukaj podobni. Tudi moji babici je bilo ime Pavla, tako kot tvoji blagovni znamki in seveda tvoja blagovna znamka je dobila po tvoji babici ime. In pa tudi jaz sem odraščala v podjetniški družini in sem zelo hitro vse skupaj začela. Ampak vem, na kaj sem naletela v šoli. Vem, kako so me gledali, vem, koliko je bilo vsega, pa me zanima, kako je bilo pri tebi. Določeni sošolci so to res lepo sprejeli. Določeni so me ful podpirali, so rekli, dej, bomo probat prišli, pa ti bomo povedali, kako je. Meni je tudi ful veliko pomenilo, da so mi, ali pa še danes, da mi ljudje, ki probajo nekaj, kar naredim, po resnici povejo. Lahko reče, ful je dober, ali pa, to mi pa ni najbolj všeč. Ampak je pa velikokrat bilo tudi tako, no, da
je bilo vse drugo, kot pa lepo, pa prijazen, pa so me obrekvali, pa šimfali, pa ja, tebi je pa lahko, ker imate denar doma, noben pa ni videl, kaj vse je v zadaj, da smo delali cele dneve, da stati pa mami kljub temu, da sta bila skozi doma, ju ni bilo, pač nista bila 100% z nama, z bratom. Vseeno ima ja, ene pluse pa ene minuse, ampak potem s časom se naučiš majčkeno čez pogledati, pa se probati ne sekirati. So bili težki trenutki, ampak se naučiš pol, da niso pomembni, no, ti težki trenutki. Pravijo, da v Sloveniji je dovoljeno vse, da vse ti privoščijo, samo uspeha ne. Ja, bi se delno strinjala. Ne, določeni so res toliko enih pohval ali pa pozitivnih komentarjev na vse, določeni so pa pol majčkeno slabši, no. Kdaj si sama pri sebi ugotovila, delam nekaj, kar mi je fajn in gre mi, drugi so mi fovš, ampak ne bom se ustavljala pri tej fovšiji, bom jaz delala svoje naprej. Nedolgo nazaj. A res? Ne, nisem še čistem, da se ne bi sploh sekirala, ampak sem pa blizu, no. Jaz sem tudi tak človek, da se me hitro stvari dotaknejo, da bi rada naredila vse za druge, tudi če bi bilo meni malo slabše, in nisem še čista, ampak se pa zelo trudim. Odlično. Samo da ženeš to svojo zgodbo dejansko naprej. Daj nam malo povej, Mama Pavla je tista tvoja zgodba in tudi blagovna znamka. To je dejansko bila tvoja babica. Ja, moja stara mama po atijovi strani. Midve so bile zelo povezane, v isti hiši smo živeli, mi zgoraj, jata mama spodaj. In so se res veliko družile, ko sem prišla iz šole, sem šla najprej k mam. Skupaj sva pekle, kuhale, res sva se veliko družile. In majčkeno pol leta pred tem, ko smo mi odpirali kavarno, je ona na žalost umrla. In ko smo mi razmišljali, kako bi mi dali tej naši kavarni ime, smo nekako povezali to vse skupaj z njo. Smo rekli, pa zakaj ne bi dali Mama Pavla, lepo se sliši, en tak eno domačnost spodbudi pri ljudeh, no. In potem je, kar smo rekli, no, Mama Pavla, pa naj bo Mama Pavla. En spomin na njo smo ohranili, pa še tak lep prizvok ima, no. Ljudje si jo zapomnijo, ljudem je všeč. Tako, kot ste vi prej rekli, da imate staro Mamo Pavlo, mi imamo toliko strank, ki pridejo, ki rečejo, a veste, moja mama je tudi Pavla, pa ji bom kupil eno čokolado, pa jo bom nesel, ker bo ona toliko vesela. Zadnjič sem dobila eno sporočilo na Facebook, mi je ena stranka poslala sliko njihove stare mame, ki je okrog 80-90 let stara, je rekla, naša mama ni mogla verjeti, ko smo ji dali vašo čokolado. Je rekla, a ste za mene dali delati to embalažo, pa te čokolade. Toliko je bila navdušena. Tako da meni to pomeni največ, no, veliko več, kot pa tiste grde besede, ki jih določeni govorijo. Tvoji starši so tudi podjetniki, ampak a so v tvoji branži ali je to čist neka, si samostojna tukaj? Ne, to je čist nova branža. Starša čist sta v drugih vodah. Okej. Kaj je tvoja vizija? Kaj je tvoj cilj? Ker po eni strani mora biti kar malo zastrašujoče, če je bil tvoj cilj, da bi imela kavarno pa slaščičarno, da to dosežeš pri 19 letih? Kaj bo pol? Ja, sigurno so ene sanje, ene želje po mogoče več zaposlenih ljudeh, po večjih prostorih, po več kavarnah, ampak mene veliko bolj kot to si želim, da bi ljudje, ki bi nekaj slišali, tudi ne iz našega konca, ker sem iz Gorenjske, iz Kranja, da bi bili ljudje, ki so iz Prekmurja, Štajerske, iz Dolenjske, mogoče izven Slovenije, ki bi slišali Mama Pavla, ki bi nas povezali z nečim, to sem pa že nekaj slišal, to je pa čokolada, to je pa ful dober. Da bi ljudem vzpodbudili nekaj dobrega, da bi se jim kar sline cedile, na nekaj dobrega, na nekaj lepega. Ja, nekaj. Meni je ful pomemben, da to, kar delamo, vse naše sladice, čokolade, da je vse pristen, tazga okusa, ki mora biti, da ko poješ en košček, da bi rekel, jaz bi pa še enega. Pa kile gor. Ne. No, za vse tiste, ki pa ste tale trenutek na dieti brez sladkorja, na spletni strani imamo tudi recepte za to. Sej temna čokolada pravzaprav ni vse tako šloh.
Hana, veš, kaj me zanima? Zdaj si stara 19 let, zdaj greš na faks, ne? Ne grem. Ne Sem se greš? odločila, da bom, zdaj, če sem se odločila imeti firmo, da moram firmo zapeljati, zalaufati, da bo to delalo tako, kot mora, da bojo vse stranke zadovoljne, da bo vse tako, kot mora biti, bo vse Se postreženo. pravi, ne greš na faks? Ne. Imela sem željo iti za 2 leti nekam, tako, želim si imeti en faks, ampak sem rekla, ne zdaj, ker ni ta prav čas, študiram lahko, ko bom 60 let stara. Tako da zdaj bom delala to, kar imam rada, pa ne da se mi več učiti, dosti imam šole. Sem rekla, jaz bom delala, poj čez nekaj časa. Kaj bi pa šla, na kakšen faks bi šla? Kakšen marketing me zanima, ali pa mogoče majčkeno še kakšno drugo smer. Jaz sem živilsko-prehranski tehnik. In sem rekla, ne bom šla isto, kar sem že, rada bi znala nekaj novega. Tako da bom videla, kam me bo pot peljala čez par let, kam bom prišla z vsem tem, z vso mojo zgodbo, pa se bom pol odločila, kaj. Ampak ti nikoli niso rekli, le zdaj so časi negotovi, pa izobrazba mora biti. Ne. Si dobila zmeri podporo doma? Ja, ti pa mami sta me ful podpirala. Jaz sem bila ful pridna v šoli in so me že v osnovni šoli, joj, pa ne bo šla na 4-letno šolo, pa iti na gimnazijo, moraš biti, ne vem, pa nas so tišali pa na te ekonomske šole, pa gimnazije, pa to se reka, nočem biti gimnazijski maturant. Jaz sem se v 8. razredu odločila, kaj bom, ko bom velika, kaj bom, ko bom odrasla. Sem rekla, jaz hočem to delati in grem na živilsko šolo in pol bom videla, kam me bo pot peljala naprej. Tako da zaenkrat sem 100% zadovoljna, tako kot je. Krasno, krasno. Veliko stvari imaš v življenju, za katere si lahko res, res globoko hvaležna. No, mi pa imamo v kratkem tudi vikend srčnega podjetništva za vse tiste, ki mogoče niste dobili podpore doma, ki mogoče niste živeli ob starših, ki bi bili podjetniki, da bi videli, kako to gre, da ni vam prišlo tako zelo v kri, po domače povedano. Tako da veselim se tega vikenda za srčno podjetništvo, da najdeš tisto, kar te dejansko veseli in potem ne gledaš na ure, ampak dejansko samo delaš s srcem in denar je posledica, ne? Pride zraven, ampak moraš biti fejst priden, da pride do tega, da nekaj zaslužiš. Ampak a so te starši učili v tem smislu, kakor, pej delati nekje zato, ker se računica izide? Ali je bilo to bolj v tem smislu, pej to delati zato, ker čutiš strast do tega? To ja, pri nas, ati pa mami skozi govorita, kljub temu, da imamo firmo, meni in bratu, delajte to, kar imata rada, delajte to, kar vaja vleče, to, kar vaja veseli. Ne, da boste delala nekaj, kar je treba delati, ampak nekaj, kar boste delala s srcem, pa kar boste lahko delala cel življenje. Zato, ker čokolad na trgu je precej velik. Ni zdaj to neka taka branža, da bi bila ne vem kaj, ne? Ne, čokolad je velik, ampak tako, kot sem že kuj rekla, meni je najbolj pomemben, da je to res kvaliteten, tako, kot se zagre. Pač, da poješ, ko daš v usta in košček čokolade, da ima res okus po čokoladi. Ti ene sestavine z Belgije dobiš, ne? Ja, čokolada je belgijska in naša mlečna čokolada je zelo posebna, ker je 41%. Tam mlečne čokolade so pa ponavadi tam okrog 32%, tako da smo že zelo blizu temne čokolade, ampak je vseeno taka sladka, ni pa grozen presladka. Ker meni je bilo pomembno, da so naše sladice okusne, da dajo tista prav okus, ne da je toliko sladko, da te kar kislina peče pol, pa da ješ, da kar škrta pod zobmi, ampak da je res tisti pristen ta prav okusno. Wow! Čist si me zdaj ufurala v to, da poskusim karkoli, kar imaš tukaj že pripravljenega. Zares bi želela s tvoje strani slišati še kakšen nasvet za vse ostale mlade, pa mogoče manj mlade, ki se še vedno iščejo. Kaj bi jim lahko svetovala v tem smislu, da zberejo dovolj poguma in samozavesti, da grejo v to? Meni je moj ati pa mojemu bratu skozi že cel življenje govori, da življenje moraš zajemati z veliko žlico. Zato, ker če boš zajel z veliko žlico, pa če bo padel malo stran, bo vseeno malo gor ostal. Če boš pa zajel z majhno žličko, pa pade malo stran, bo pa prazna. Tako da moraš biti pogumen, moraš se truditi. Isto ati reče, trudi se, da boš najboljša. Tudi če na koncu ne boš, ampak boš pa v neki zlati sredini. Če se pa trudiš biti povprečen, je pa majčkeno težje. No? In res, jaz mislim, da če si nekaj res močno želiš, pa če nekaj rad delaš, pa če vidiš, to pa meni res leži, jaz pa to uživam. Jaz, ko grem dol v mojo delavnico, pa delam, jaz nimam občutka, da sem v službi. Jaz uživam, jaz sem
jaz nimam občutka za čas, ko pridem dol. Jaz rečem 10 minut, pa pridem domov, pa je poj že 1 ura men, pa me kličejo, pa so poj vsi hudi, da zamujam. Ampak res, ko delaš nekaj s srcem, pa nekaj rad, ko te nekaj vleče, kar ne moreš brez tega, je to uspeh zagotovljeno. Ampak veliko vsega ste kdaj zaskrbela, da nam jaz izgorela? Ne to, ja, no, včasih se vprašaš, ampak drugače pa se trudiš čim več delati, pa imaš po eno sitno mami, ki reče, zdaj pa že res dosti, zdaj pa že spat, tako da pol ni bojazni za kakšne take zadeve. Odlično. Da imaš malo balansa, ne? Ja, se trudim. No. Kje dobivaš ideje za kombinacije, za vse te zadeve? A se usedeš za mizo pa rečeš, ok, zdaj si bom pa jaz nagruntala naslednjo kolekcijo, ali ne vem, tam sprehajaš psa v naravi pa dobiš idejo? Čisto, kar je, včasih ležim, pa se spomnim kakšne stvari, včasih delam določeno sladico, pa razmišljam zraven, pa kaj pa če bi to zamenjala s tem, pa bi to ratalo tako. Tako da čisto različen. Ali pa gledaš danes, je na teh družbenih omrežjih res toliko enih stvari, pa enih videoposnetkov, da vidiš kakšno stvar, pa ti zanimiva, pa poj ti probaš to majčkam po svoje narediti. Tako da, tako. Kolikrat se ti pa zgodi, da je neki tebi ful dober, pa daš drugim probati, pa rečejo ne? Bolj malkrat. Večkrat se mi zgodi, da meni ni všeč, drugim je pa dober. Ker jaz sem ful samokritična. Velikrat mi kakšna stvar ni všeč, ko jo naredim, pa bi bilo prav, da mi bi bila, pa rečem, pa to bi popravila, pa on bi popravila, pa to bi spremenila. Tako da itak se zgodi, da naredim jaz kakšno stvar, pa kakšen reče, meni pa ni dober, kakšnemu drugemu to ni dober. Okusi se spreminjajo, okusi so različni, tako da nikoli ne moreš čisto vsem ugajati. No. Čisto vsem siguren naše stvari niso všeč. Ampak trudiš se pa, da bi bila večini. No. Bi rekla, da potem zelo dobro skrbiš za svoje brbončice, da si jih ne uničiš s kakšno procesirano, slabo kvalitetno hrano? Delno, ja, trudim se. Dajem so poplavi vseh teh hitre prehrane, pa čipsov, pa tega. Pa malo vozimo slalom, mislim, da vsi. No. Dobra izbira, to je tisto, kar je pomembno. Ja. Odlično. Torej, najbolj ekstremna sestavina, ki si jo recimo dala noter, ker zdaj vidimo v čokolade dajo celo čili. Nisem dal, probala sem s čilijem narediti, ena ful hesna stvar, naredili smo repin sladoled. Repin? Ja, pri mojemu fantu so pridelovalci kisle repe in smo rekli, kaj pa če bi naredili repin sladoled, pa bi prodajali repin sladoled. Pa smo probali, pa ni dober. Oziroma, čisto okus po repi. Tako da za kakšne vegane, ki bi jim bilo mogoče zanimivo, ali pa za kakšno restauracijo. A ti misliš, da mi vegani jemo stvari, ki niso dobre, ali kaj? Ja, ne, samo imate majčken širši spekter hrane, ki je usmerjena v zelenjavo, sadje. Pa jaz mislim, da bi bilo marsikomu dober. Čisto okus po repi ima, tako da tistim, ki imajo radi repo, bi bilo sigurno všeč. Ali pa za na kakšen krožnik v kakšni fancy restauraciji, za kakšno žličko zraven, mislim, da bi bil, ampak za širšo množico ljudi pa ni pasal, ne bi bil v redu. Odlično. Hvala ti, Hana, za to, da si zaupala svojo zgodbo, da si odprla srce in nam povedala vse to, in jaz srčno upam, da si koga navdušila, oziroma da je bila to brca v rit za vas, kajti nahajamo se v časih, kjer je naše srce zelo glasno. Zelo točno, jasno dobivamo sporočila, kaj je tisto, kar želimo v življenju početi, in zdaj je čas, da tudi nekaj naredimo. Ker je teh ljudi zelo, zelo veliko, evo, smo se odločili na vašo prošnjo tudi organizirati vikend za srčno podjetništvo, kjer boste dejansko lahko šli čez ta proces, kako, kaj, na kakšen način začeti, katere rutine, katere navade, kaj je treba opustiti, kaj je treba dejansko vključiti, zato da se polno podprete tudi takrat, kadar nimate podpirajočih odnosov doma, bližnjih, in dejansko si to želite narediti, zaradi tega, ker srce kliče, takrat kliče.